Imate vsako jutro iste težave z neurejenimi lasmi? Vam ob pogledu v ogledalo vaša frizura ni všeč? Počakajte, predstavljamo vam neverjetne navijalke Kodri N23, izjemno odkritje na področju kodranja las. Navijalke bodo vašim lasem dale večji volumen, pričeska bo videti urejena bolj kot kdajkoli prej. Celo pri tankih in ravnih laseh patentirana tehnologija spenjanja dvigne las pri korenini ter zagotavlja enakomerno skodranost od korenine pa vse do lasne konice. Lasje preprosto postanejo bujni kot še nikoli. Iz tega lahko ustvarite to. S temi mehkimi in udobnimi navijalkami lahko celo spite, saj so popolnoma mehke in delujejo kot dodatna blazina. Zjutraj pa vam bo ostalo dovolj časa za jutranjo vadbo in še za krepčilen zajtrk. I get to sleep an extra hour in the morning and the curl stays until I wash it out. S temi čudežnimi navijalkami si tudi zjutraj hitro uredite vaše neukrotljive lase. Le malo pene nanesete, zvijete in v manj kot 10 minutah boste pripravljeni na odhod. Podnevi lahko z njimi spnete lase, zvečer pa jih preprosto spustite in imeli boste čudovite kodre. Je vsako jutro na vrsti boj? Nič več. They're so fun and they don't hurt. Navijalke so tako prilagodljive, da lahko z njimi ustvarite mehke ali čvrste kodre, odvisno od tega, kako močno navijate lase, in tako mehke so, da nikoli ne poškodujejo vaših las. Navijalke lahko perete celo v pralnem stroju, pa še tako lahke so, da jih lahko vedno vzamete s seboj. With an iron, this would have taken hours. Če želite dan pričeti z bujno in urejeno pričesko, pokličite 0800 1551 in si priskrbite svoje Kodre N23 za samo $5490. S temi navijalkami boste povečali volumen vaših las in ustvarili kodre, kakršnih niste še nikoli, sicer vam povrnemo denar. Dodali bomo še darilo, torbico zadrgov, v katero boste spravili navijalke. Toda tudi to še ni vse. Če pokličete v naslednjih 10 minutah, vam bomo dodali še 4 dodatne navijalke. Kodri N23. Pokličite zdaj, vaš klic je brezplačen. Do you, Katie, take Ben till death do you part? I do. Ali lahko zakon preživi 15 let? It's a boy. It's a girl. It's a bunny. It's a home run! It's Chicken Pop. It's over. I love you. Damn you! I love you, I love you. I hate you! Fine. Fine! Fine! Maybe we should separate. I'm sorry. Can I just take care of everything around here? Or should I say I'm sorry? Oh, that's right. You're perfect, and I've done nothing right in 15 years. Filmski hit Najina zgodba v soboto ob 21:10 na Pop TV. Dva sestradana igralca. Will you dance with me tonight at the ball? I have something I want to say to you. Excellent! Se podate na pot, polno zmešnjav. Do you hear a ticking, tick, 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 like that? You're gonna be afraid. Be afraid when someone says, I love you! You are a wild beast, and I must tame you. Steve Buscemi in Oliver Platt. I'm the man! So am I! Prevaranti. V soboto ob 23:10 na Pop TV. Pa boš ostala? Kakšna 2-3 mesece. Nivea Deo Compact. Veliko v malem. Kvalificirajte se za milijonarja. Zavrtite 09093606. Jonas čaka. 24 ur novice. Vsako polno uro na vaši priljubljeni radijski postaji Radio Nova. Zdaj veste. Prerojeni lasje. Tudi po srečanju Pavla z Arafatom ni premirja. Nekdanji poveljnik jugoslovanskega generalštaba se bo predal Haaškemu sodišču. Odstavljeni venezuelski predsednik se je nepričakovano vrnil v predsedniško palačo. Na sivem trgu so denar posojali in izgubljali šole, zdravstveni domovi in centri za socialno delo. Dvojna zmaga Ferrarija v Imoli. Uživo iz osrednjega studia Pop TV. Gledate oddajo 24 ur, ki jo vodita Tamara Vonta in Matjaž Tanko. Šport Damjan Medica.
Lepo pozdravljeni. Dober večer. Ameriški zunani minister Colin Powell se je danes vendarle srečal s palestinskim voditeljem Arafatom, ki je v svojem uradu v Ramali ujet že od 29. marca. Powell je po srečanju, ki ga je izraelska javnost ostro obsodila, dejal, da so bili pogovori koristni, vendar pa napredka v prizadevanjih za premirje ni dosegel. Potem, ko je palestinsko vodstvo obsodilo napade na civiliste in še posebej petkov samomorilski napad na jeruzalemski tržnici, je Powell skupaj s kopico varnostnikov in novinarjev vendarle prestopil prag Arafatove rezidence v Ramali. V kratki izjavi po 3 urah pogovorov pa je bil precej redkobeseden. Useful and constructive exchange with the Chairman Arafat and the members of his staff, and we exchanged a variety of ideas and discussed steps on how we can move forward. Že jutri se bosta ameriška in palestinska delegacija znova sestali, je še dodal Powell. Arafat pa zaradi varnosti ni prišel iz obleganega poslopja, saj naj bi bili po okoliških strehah razporejeni izraelski ostrostrelci. Na novinarsko vprašanje je odgovarjal glavni palestinski pogajalec Erekat, ki je dejal, da bo palestinska stran podprla ameriški mirovni predlog, če bodo Združene države vztrajale pri umiku izraelske vojske iz palestinskih mest. We fully committed to implementation resolution 1402 that calls for the immediate withdrawal of the Israeli forces. Izraelska javnost, ki odgovornost za samomorilske napade pripisuje Arafatu, se je na srečanje Powell Arafat odzvala z ogorčenjem. This is a tragic mistake by the administration. When the president announced the attack on the Taliban, he said that we will take Bin Laden live or dead. What's the difference between Bin Laden and Yasser Arafat? S Pavlovim obiskom na Bližnjem vzhodu pa ni zadovoljna niti palestinska stran, ki od ameriškega zunanjega ministra pričakuje, da bo obiskal tudi katero od okupiranih palestinskih mest. Po pogovorih s palestinskim voditeljem Arafatom se je ameriški zunani minister Powell že drugič v 3 dneh sestal z izraelskim premijerom Sharonom. Podrobnosti pogovorov še niso znane. Medtem izraelske varnostne sile nadaljujejo vojaško operacijo na Zahodnem bregu. V vaseh v okolici Nabluza, Ramale in Dženina sistematično preiskujejo palestinske hiše in iščejo pripadnike skrajnih islamskih skupin. Zaradi palestinskih obtožb, da naj bi v Dženinu izraelske sile izvedle pokol civilistov, so se danes tja odpeljale številne novinarske ekipe. Izraelci so novinarje vendarle spustili v del begunskega naselja. Hkrati pa ostro zanikajo govorice o pokolu. Načelnik generalštaba izraelske vojske Shaul Mofaz je izjavil, da je bil Dženin zadnja 2 tedna prizorišče najhujših bojev med Izraelci in palestinskimi skrajneži, ter da naj bi bilo v naselju moč videti trupla ubitih pripadnikov Fataha, Hamasa in islamskega džihada. Izraelsko vrhovno sodišče je popoldan odobrilo vojski začasno pokopati trupla, dokler jim lokalne palestinske oblasti ne uredijo grobov. V Betlehemu se drama okoli bazilike Kristusovega rojstva nadaljuje. Spopadov sicer že 3. dan ni več, izraelske sile pa ostajajo razporejene okoli bazilike in čakajo na morebitno palestinsko predajo. Cerkveno osebje trdi, da so med obkoljenimi tudi otroci, ženske in nekaj turistov. Ameriški zunani minister Colin Powell je danes podbudil izraelskega premijera Ariela Sharona, naj Izraelci vendarle dovolijo okoli 250 obkoljenim ljudem dostop do zdravniške oskrbe, vode in hrane. Premijer Sharon pa je obkoljenim oboroženim Palestincem ponudil 2 možnosti. Ali se predajo in jim bo izraelsko sodišče sodilo, ali pa pristanejo na izgnanstvo v 3. državo in se nikoli več ne vrnejo v Izrael. Iz Jeruzalema za 24 ur Valentin Areh. V Betlehemu pa je bila sodelavka radijskih novic 24 ur Carmen Švegel. Sprehodila se je po praznih ulicah ob porušenih stavbah med izraelskimi vojaki, ki se jim nihče več ne upira. Betlehemske ulice so prazne in opustošene. Palestinci se namreč iz strahu pred Izraelci skrivajo za kamnitimi zidovi svojih domov in se sprašujejo, kaj se bo zgodilo. Skozi ruševine se prebija le nekaj otrok in matere, ki so se odpravile po hrano. Na tako imenovani Arafatovi cesti je videti samo izraelske tanke in živčne izraelske vojake, ki tičijo za oboki vrat in prežijo na mimoidoče. Za palestinskimi skrajneži so ostale zgolj slike na zaprtih vratih trgovin. Za palestinskimi oblastmi so ostali le porušeni prostori policije in varnostne službe. Zmečkani avtomobili zapirajo pot reševalnim vozilom, ki odvažajo ranjence. Zaradi kontrolnih točk izraelske vojske so morali bolni in ranjeni čakati na pomoč več kot teden dni.
Samo 200 metrov stran je znamenita betlehemska bazilika Jezusovega rojstva, kjer se še vedno skriva 200 palestinskih militantov. Izraelska vojska in palestinski napadalci so v spopadih poškodovali pročelje več kot stoletje stare bazilike. Kdo je začel streljanje, še ni jasno. Gotovo pa to ni bil zadnji strel. Za 24 ur iz Betlehema, Karmen Švegl. Nekdanji jugoslovanski notranji minister Vlajko Stojiljković, ki se je v četrtek pred poslopjem jugoslovanskega parlamenta s pištolo ustrelil v glavo, je ponoči umrl. Stojiljković je poskušal narediti samomor le nekaj ur potem, ko je jugoslovanski parlament sprejel zakon o sodelovanju s Haaškim sodiščem. Stojiljković je bil notranji minister v času Kosovske vojne. Predtem je bil vodja policije v Požarevcu in predsednik Srpske gospodarske zbornice. Samomor je pripravljal dalj časa. Oprostilno pismo, v katerem je za svojo smrt obdolžil voditelje vladajočega DOS-a, je začel pisati že lanskega junija. Socialistična stranka je Stojiljkoviću samomor označila kot politično dejanje protesta proti, kot so rekli, izdajalski politiki DOS-a in kot svojevrstno obsodbo Haaškega sodišča za vojne zločine. Stojiljković bo ostal heroj, saj ni dovolil, da mu sodijo sovražniki, proti katerim se je boril. Sicer pa nekdanji notranji minister ni nikoli želel komentirati hudih obtožb na račun policije. Molčal je tudi, ko so lani blizu Beograda, Kladova in Bajine Bašte odkrili več množičnih grobišč s približno 400 trupli kosovskih Albancev. Strahovanje, da bi njegov samomor lahko odložil izpeljavo zakona o sodelovanju s Haaškim sodiščem, pa je že splahnelo. Nekdanji načelnik jugoslovanskega generalštaba Dragoljub Ojdanić je namreč napovedal svojo predajo. Meni, da je to njegova dolžnost, potem ko so v Zveznem parlamentu sodelovanje s sodiščem uredili zakonom. Pravi tudi, da ni potrebe, da ga aretirajo, saj se ne skriva in tudi ne namerava zbežati. Haaškemu sodišču se bo predal, čim bo dobil poziv. To pa naj bi se zgodilo v prihodnjih dneh. Ojdanića v Haagu bremenijo zločinov na Kosovu. O svoji prostovoljni predaji pa baje razmišlja tudi nekdanji podpredsednik zvezne vlade Nikola Šajinović. Za 24 ur iz Beograda, Breda Ozim. V studiu pa je gost vojaške analiti, gospod Milan Gorjanc. Pozdravljeni. Dober večer. V teh vesteh je opazil nekakšen paradoks. Vojaški poveljniki se odločajo za predajo Haaškemu sodišču, politiki se zatekajo k samomorom. Lahko to pojasnite? Čisto enostavno. Politiki oziroma vojaki kot profesionalci razumejo to kot še en ukaz politike. To je en razlog. Drugi razlog je, vojaki verjamejo in verujejo v pravico in računajo, da bodo lahko na sodišču dokazali, da niso krivi, da so delali to po ukazu politike. Politiki pa ne verjamejo v pravico, ker so jo prevečkrat izigrali. No in kolikšni meri je temu krivo to, da je Milošević že v Haagu? Poglejte, Milošević je zmlel vse priče do sedaj. Celo pred dnevi je pričal visoki predstavnik Evropske organizacije za varnost in zatrdil, da ni obstojal poseben plan uničenja Albancev, ampak samo plan oziroma načrt boja z OVK. Treba je pripeljati priče, ki bodo verodostojne, to se pravi Miloševićevi, bi rekel, oprode, ki bodo potrdili to obtožnico. Ampak Carla Del Ponte se ob tem čudno odloča. Zakaj obtožuje večino vojaka in njih kliče na sodišče, medtem ko so bili zločinci tudi med civilisti? Ti ostajajo doma? Malce popravil vprašanje. Ona obtožuje samo eno vrsto vojakov. Tistih novo komponiranih vojakov, gostilniških vojakov ne obtožuje. Poglejte, generala Norca, za katerega seveda je sodeloval v Gospićem slučaju, v slučaju Divo Selo, za katerega odgovarja Ademi, je enostavno se odrekla njegovemu prijetju in pripeljanju v Haag. Tako da verjetno ima gospod Del Ponte pod pritiskom politike druga merila. No in kakšno vlogo je po vašem imel Vlajko Stojiljković? Menda ste ga posebno poznali? Že malo prej v uvodu je bilo rečeno, da je bil minister policije. Po vseh teh podatkih, ki so nam na voljo, se je dejanski pokol nad Albanci začel z napadom NATO. In tudi boj z OVK je vodila predvsem policija, ki je bila strahotno oborožena za tiste razmere, imela je oklepne transporterje, imela minomete. In tudi pokole je izvajala v glavnem policija na Kosovo. In verjetno je zato. Vi ste ga osebno poznali tudi? No, imel sem ga priložnost poslušati kot velikega jurišnika Miloševićeva v nekdanjem CK-ju. Hvala lepa za obisk in za pomoč. Hvala tudi vam.
V Venezueli se je po samo 22-urnem mandatu novega prehodnega predsednika Carmone danes ponovno zapletlo. Po slabem dnevu je namreč Carmona odstopil, za novega predsednika pa so razglasili namestnika nekdanjega predsednika Cabello. Vrnil pa se je tudi odstavljeni Chavez, ki trdi, da je še vedno predsednik. Pred 2 dnevoma odstavljeni Hugo Chavez se je dramatično vrnil in v čustvenem govoru ljudstvu zatrdil, da sploh ni odstopil. Kot sta zatrjevala vojaški vrh in Pedro Carmona, sedaj že nekdanji prehodni predsednik. Po kaotičnem dnevu v brezvladju je dejal, da je malce zbegani Venezuelo pozval, naj po tej veliki lekciji postane enotna. Al pueblo como lo conozco y conociendo a la Fuerza Armada como la conozco, mirando aquella estrella, yo llegué a la conclusión, tranquilo Hugo, ni ese pueblo ni esos militares verdaderos se van a calar este atropello. Včerajšnja zaprisega poslovneža Carmone, ki je Venezuelcem obljubljal lepšo prihodnost, je kmalu zatem na ulice prignala na tisoče Chavezovih privržencev. V krvavih spopadih je umrlo najmanj 9 ljudi. Carmona naj bi se ustrašil podivjane množice pred vladno palačo in zato po slabem dnevu predsednikovanja odstopil. Po odstopu Carmone so Venezuelci, Chavezovi privrženci, ponovno zasedli ulice in začeli s slavjem. Medtem je kot novi predsednik že zaprisegel Diosdado Cabello, podpredsednik med Chavezovo vladavino. A Chavez se je spektakularno vrnil. Carmono in nekaj generalov sicer zaslišuje policija, a uradno niso priprti. Vrnitev novega starega predsednika so najprej pozdravili Irak, Iran in velika zaveznica Kuba. Prav zaradi njegovih tesnih vezi s Fidelom Castrom se je brez Združenih držav na sicer pomembno izvoznico nafte le še povečal. Prebivalci vzhodnega Timorja so danes prvič v zgodovini volili predsednika države. Novi predsednik države, ki bo čez dober mesec v skladu z odločitvijo Združenih narodov razglasila samostojnost, bo najverjetneje postal dolgoletni vodja boja za neodvisnost vzhodnega Timorja Xanana Gusmão. Ko je pred 26 leti Indonezija priključila vzhodni Timor kot svojo provinco, se je začel boj za neodvisnost, v katerem naj bi predvsem zaradi lakote in bolezni umrlo okoli 200.000 ljudi. Policija je v New Yorku aretirala 12-letnega nigerijskega dečka, ki je skušal iz Londona pretihotapiti heroin. Deček je taksistov tožil o hudih bolečinah v trebuhu, zato ga je ta odpeljal na urgenco, kjer so ugotovili, da ima v trebuhu 87 kondomov napolnjenih s heroinom. Policija je sporočila, da naj bi deček mamilo tihotapil, ker je pogrešal mamo, ki živi v Združenih državah. Preprodajalci v Londonu so mu namreč obljubili $19,000 nagrade. V Trstu se jutri začenja sojenje zoper Novo Ljubljansko banko, od katere Tržaška kreditna banka zahteva vračilo izplačanih hranilnih vlog. Nova Ljubljanska banka je namreč mesec dni pred likvidacijo italijanske banke novembra 1996 dvignila nekaj več kot 40 milijard lir. Če bodo s tožbo v celoti uspeli, se bo stečajna masa Tržaške banke povečala za približno 21 milijonov evrov. V Centru za forenzične preiskave so v zadnjih 2 letih obdelali 1000 otisov obuval, tudi tistega iz Tekačevega. Kljub temu njihovih ugotovitev na večjih sodnih procesih ne upoštevajo. Pri plačilu kazni za prometne prekrške se večina Slovencev raje odloča za polovičko in položnico plača v 8 dneh. Država pa se bo neplačnikov lotila z novimi prijemi. Nocoj v Popinu bo spet o lepoti. Miska Wine Tropic, o smehu film Na svoji vesni in o prestižu Novi Ljubljanski trgovini 5:8. Afera Rdeči križ, zaradi katere sta odstopila generalni sekretar Rdečega križa Mirko Jelenič in predsednik Vladimir Topler, je kot se kaže le vrh ledene gore. Razkrili vam bomo namreč, da so sredstva na enak način posojale številne javne ustanove. Posojilne pogodbe, ki jih imamo, so sklepali zdravstveni domovi, osnovne šole, centri za socialno delo, zavod za transfuzijo krvi in še bi lahko naštevali. Denar se je večinoma stekel v isto podjetje, vrnjenega pa je bilo malo. Točka, v katero so se stekala posojila Rdečega križa, zdravstvenih domov, šol, centrov za socialno delo in podobnih ustanov, sta bili podjetji Alpiti Spreval in Koroški biro iz Dravograda. Njun lastnik je bil Vladimir Zaluberšek. Posrednik teh poslov pa je bilo podjetje Vabako iz Trzina. Njegov lastnik Nikola Baričevič je bil nekdaj višji inšpektor na ljubljanski policijski upravi.
Zgodba o cvetočem sivem trgu se je začela takoj po osamosvojitvi. Večina dokumentov, ki jih imamo, je iz leta 92, 93 in 94. Mreža posojilodajalcev je precej razvejena. Denar so posojile javne ustanove, dokumenti, ki jih je priskrbel naš vir, pa so najverjetneje le majhen del vseh spornih poslov. Vodilni v oškodovanih javnih ustanovah večinoma niso želeli pred našo kamero. Pa začnimo po vrsti. Poleg Rdečega križa se na pogodbah pojavlja ime zdravstvenega doma Domžale. Denar so posojali leta 93 in 94. Glede na nam dostopne dokumente je šlo za kakšna 2 milijona tolarjev posojenih sredstev. Podpisnih pogodb je sedanji direktor zdravstvenega doma. Po telefonu so nam zatrdili, da polovice denarja niso dobili nazaj. Sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva je naslednji na seznamu. Del posojila $1 milijon je bil vrnjen. Kljub temu je sklad zaradi nevrnjenega denarja spletnega podjetnika ovadil. Primer na sodišču še ni rešen. Pa Zavod za transfuzijo krvi. Leta 92 so preko Vabaka nakazali $1 milijon posojila. Polovico so dobili nazaj, za ostalo nam ni znano. Prav tako ni znano, kje je končal $1 milijon, ki ga je posodil Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana. Ključna oseba, ki je vodila vse posle, tako za Zalubrškovi podjetji kot za Vabako, je bila finančnica Duška Zagorc. Iskali smo jo kar nekaj časa, našli pa šele preko njenega sodelavca. Nimam zdaj njenega naslova, ampak uradno je prijavljeno, kdorkoli je hotel dobiti, lahko tudi tam dobil. Samo da je ni, ne? Ne, ni, je. Tam je prijavljeno. Vi ste torej takrat bili pogodbeno zaposleni pri gospodu Zalubrško? Ja, res je. In pred nedavnim časom sem zasledila na televiziji pri oddaji 24 ur, kjer je podal izjavo, da je on podpisal neke dokumente, da obstojajo, ampak da on sredstev ni prejel. Jaz pa trdim, da pogodbe obstojajo, podpisal je pogodbe, po katerih je sredstva dobil na svoj žiroračun. In naj tega ne zanika, naj bo pošten, pa ne ljudem prizna in vrne tisto, kar je dobil. Torej seznam tistih, ki jim je dolžan Zalubršek, je najbrž kar dolg, ne? Ni kratek. Na seznamu so še 3 centri za socialno delo. Krški je zaradi nevrnjenega posojila podjetnika Zalubrška tožil, vendar denarja ni izterjal, nam je zatrdila tedanja direktorica in podpisnica pogodb Olga Gorenc. Direktor novomeškega centra za socialno delo Alojz Simončič se tega, da je pred leti posojal denar, ne spomni več. Sevniški center pa je, po besedah direktorja Franca Kosa, prosta sredstva, ki jih je plasiral, dobil nazaj. Posojila, denar ni bil vrnjen v celoti, so podjetju Alpit nakazale celo invalidske delavnice iz Sevnice. Veste mogoče, kam je potem on ta sredstva, kam je šel fizično denar? To vam ne morem odgovoriti, ker je podpisnik na svojih žiroračunih bil izključno on. Kam je plasiral, kaj je nakazoval, kaj ne vem. Res ne vem. Med kreditodajalci so bile tudi šole, naprimer gimnazija Ledina. Kreditne pogodbe je podpisoval sedanji ravnatelj Jure Gartner, ki je mimogrede podpredsednik Rdečega križa. Po telefonu nam je odvrnil, da so ves denar dobili nazaj, sicer pa so, kot pravi, sredstva takrat posojale vse šole. Pa ljubljanski osnovni šoli, sedaj se imenujeta Osnovna šola Savsko naselje in Bežigrad, ki sta prav tako, kolikor nam je znano, posodili vsaka po najmanj $1 milijon. Za pojasnila smo se obrnili na vsa pristojna ministrstva, na Ministrstvo za zdravje, delo in šolstvo. Vsa so nam zatrdila, da je bila pred desetletjem zakonodaja izredno ohlapna in takšnega poslovanja javnih ustanov ni izrecno prepovedovala. A čeprav zakon pred leti ni prepovedoval, da so bile lahko šole, zdravstveni domovi, centri za socialno delo, nekakšne banke, pa so vse ustanove zagotovo kršile načela dobrega gospodarjenja. Premeteni podjetniki so jih namreč olajšali za precej, verjetno tudi proračunskega denarja. Največkrat so upnikom vrnili le obresti, glavnico le redko.